Dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Z nami je Anja Odep, mlada umetnica in pa tetoverka. Anja, se sploh ne vem, ali sem te prav opisala, se reče pri nas tetoverka ali mojstrica tetoviranja, kako drugače. Povej nam kaj o sebi. Ja, najprej en lep pozdrav vsem. Zdaj, kakor sem jo zasledila, je nekje prava slovenska beseda tetovatorka. Drugače pa, mislim, uporabljajo se pa tudi vse druge besede, od tetover, tetoverka, tetoistka, marsikaj, no. Kaj pa v prostem času rada še počneš? No, jaz bi v bistvu sebe bolj opisala kot eno veliko ljubiteljico umetnosti. Zdaj ne kličem sama sebe kot umetnica, zato ker še vedno se mi zdi, da se je treba ta naziv nekako prislužiti skozi celo življenje oziroma skozi celo leto. Pa povej mi, kako se je tvoja pot v bistvu sploh začela? Si študirala na fakulteti za dizajn? Kako je prišlo na to idejo, da boš postala tetoverka? Je to prišlo spontano, ali si že od malih nog vedela, da si to želiš početi? Ja, zdaj v bistvu vse skupaj je bilo spontano. Zdaj v bistvu, če grem čisto na začetek, no, že kot otroci v bistvu smo tako si želeli risati, smo bili kreativni. V bistvu potem se je pa to začelo počasi razvijati. Zdaj kot v dobi odraščanja, no, sem zelo rada risala, ustvarjala. Potem je bilo eno obdobje, ko se sicer to konča v puberteti, potem pa je v bistvu se začel študij. Zdaj študirala sem v bistvu nekaj čisto drugega, sicer ekonomijo. V bistvu sem tudi dokončala magisterij iz smeri menedžmenta človeških virov. Tako da je v bistvu to nekaj čisto drugega, kar trenutno počnem. Je pa res, no, risati sem pa v bistvu potem začela tekom študija. Zdaj na začetku je bilo to tako recimo 5-krat na leto in potem se je v bistvu nekako stopnjevalo. Vsako leto sem narisala več risov, tako je bilo. Začela sem v bistvu risati z svinčniki, potem sem malo eksperimentirala, pa sem začela z barvami, z akrilnimi barvami, z barvicami, s pasteli. Zdaj v tem času sem tudi razmišljala, no, da bi tetovirala. Sem se tudi pozanimala, kako je sploh pri tem poslu v bistvu pri nam. In sem v bistvu ugotovila, da v bistvu moraš iti all in v to, no. Jaz pa taka, če nisem bila pripravljena, sem hotela najprej dokončati študij. In v bistvu potem proti koncu študija, ko je nekako smo postavljeni v to, da začnemo iskati službo, sem malo raziskovala in sem videla, da to, kar sem študirala, si nekako ne želim delati. Vedno sem se videla v dosti bolj kreativnih vodah, zato sem v bistvu tudi iskala potem službo v tej smeri, kot ilustratorka, kot karkoli v zvezi z dizajnom. Ampak ja, jaz nisem imela primerna izobrazbe za to, kar seveda je tudi potem malo težav. Zelo težko je v bistvu dobiti zaposlitev, če nimaš pravilne izobrazbe pri ilustratorju. Tako se je v bistvu nekako začela ta pot. Potem pa sem v bistvu dokončala študij in sem v bistvu bila malo v neki krizi, nisem vedela točno, kaj bi počela v življenju. In sem v bistvu samo boljše risala. Kupila sem si tablico in sem v bistvu na nek način hotela ustvariti svoj stil risanja. Zdaj tudi, ne vem, objavljeno imam na Instagramu, se vidijo te moje prve risbe, no, da so v bistvu digitalne, ampak izgledajo kot da niso digitalne. No, tako bom rekla, želela sem ustvariti nek stil, ki izgleda kot tradicionalno risanje, ampak v bistvu digitalna risba. Se pravi, da v bistvu to pot tetoverke, ne, je nastalo čisto spontano iz tvojih hobijev, ne? Verjetno si mnenja, da je treba vedno slediti svojemu srcu, ne, in početi tisto, kar te veseli, pa tudi, če ni mogoče tisto pravo študija, ne. V bistvu en dan so mi pisali iz študija, da iščejo že dlje časa tetovatorja in da, če sem zainteresirana.
No, v bistvu tako se je potem začelo. Jaz sem prišla tja v studio, sem jim predstavila svoja dela in sem jim bila všeč, no. Se pravi, ti v tistem času še sploh nisi imela nobenih izkušenj z tetoviranjem na umetni koži, pravi koži, ne? To je bilo v bistvu Ne, veselje. ničesar. Mislim, sem se šla že par let pred tem tetovirati, no, tako da vem približno, kako poteka vse skupaj, ampak da bi pa prav vedela, ampak to je bilo že kar časa nazaj, no. Tako da se je verjetno tudi v tem času dosti spremenilo. Kdaj pa se je tvoja pot začela? Koliko dolgo že tetoviraš? Ja, od mojega prvega tatuja je v bistvu 2019, no. Je v bistvu začetek leta 2019 je bil moj prvi tatu narejen na človeku. Zdaj, pred tem sem pa v bistvu vadila na tej umetni silikonski koži. Samo to v bistvu za občutek, da sem videla, kako rokovati z mašinco, kako vleči linije, ampak je seveda to čisto drugače kot prava koža. Pa je velika razlika, ne, med umetno kožo pa to, in pravo. Ja. Tudi koža, no, je od vsakega posameznika zelo različna, tako da tudi ne morem reči, da je ena koža ista kot druga, tako da vsakič je potrebno malo prilagoditi tetoviranje. Si zelo, tako kot si rekla, ne, dokaj mlada umetnica oziroma tetoverka, in pri nas v Sloveniji se ne ukvarja veliko punc, ampak še vedno več, a ne? Ja, res je, ja. Kaj bi svetovala tistim mladim, ki si želijo postati tetoverji, kako začeti? Ja, zdaj jaz predlagam v bistvu, da začnejo risati. Zdaj, najbolj pomembno je, da vsak oblikuje svoj stil risanja. Pa tudi potem malo je treba, no, v bistvu ta svoj stil risanja je vedno treba prilagoditi tetoviranju. To pomeni, da tudi ne gre vse na kožo, čeprav današnje tehnike, pa to vse, kar že obstaja, se da marsikaj narediti, ampak zato je potrebno res ogromno izkušenj, ogromno let znanja in tetoviranja. Drugače pa ja, no, mislim, treba je nek svoj stil najti, da v bistvu tudi malo se razlikuješ od konkurence, tako bom rekla. In potem, ja, zdaj v bistvu je pa res, da je zelo težko začeti tetovirati, no. Zdaj, najlažja pot je ta, da se dobi pripravništvo v studiu na takšen način, kot sem ga jaz dobila. Tvoj stil je tako zelo nežen, ne, bi jaz temu rekla. Kako bi ti opisala svoj stil tetoviranja? Zdaj, moj stil tetoviranja je v bistvu zelo nežen, ženski stil, linijski tatuji, nežno senčenje in ta dotwork. Zdaj, moja velika inspiracija pri risanju dizajnov je v bistvu narava, tako da nekako si želim, no, to naravo tudi prenesti na dele telesa, lahko se tako izrazim. Zelo všeč so mi v bistvu tudi nekoliko večji oziroma srednji tatuji, da v bistvu se nekako lepo skladajo z deli telesa. Ok, Anja, zdaj pa, če v bistvu obrnemo malo zadevo, ne? Recimo, da se nekdo odloči za tatu. Kaj bi mogoče stranki svetovala, predno se odloči? Vsekakor to, da dobro prespi zadevo, če si ga res želi. Kaj so še tiste stvari, v bistvu, ki jim svetuješ, ne? Preden se sami odločijo za tatu? Ja, zdaj zelo dobro je v bistvu premisliti o tatuju, če si ga res želijo, ker tatu je res zavedno, no. In zdaj zelo dobro je začeti tudi z manjšimi tatuji, no. Da stranka v bistvu dobi občutek, da v bistvu ne gre takoj na večji tatu, no, ker vsekakor večji tatu je malo več, no, je potrebno, ne vem, je večja površina, večja bolečina, zato pa več potrebno malo več priprave. Tako da definitivno bi začela z kakšnim manjšim tatujem. Dobro je vedeti, no, da tatu se ne da tako zlahka prekriti, če se slučajno kasneje v življenju nekdo odloči, da tega tatuja več ne bi imel. Tudi odstranjevanje ni tako lahko, no. Sicer da se prekriti tatu, ampak jaz osebno se ne ukvarjam z prekrivanjem tatuja. Zdaj, če je kakšna manjša stvar, ni problema, se lahko skrije v večjem dizajnu, ampak če so pa to večji tatuji, pa
mislim, že zaradi mojega samega stila, ker je zelo nežen, je to potem zelo težko izvedljivo. In potem v bistvu, ko se stranka odloči, pride do tebe z dizajnom, ti ga oblikuješ, kako poteka pa tisti tvoj del tetoviranja, zasnova, skica, prostor, mesto, kjer bo, pa v bistvu sam postopek tetoviranja? Zdaj, pri tetoviranju je tako, da ko imam zbrane vse informacije o motivu, mestu na telesu, približni velikosti, potem v bistvu jaz rišem dizajn. Zdaj, ta dizajn v bistvu tudi kasneje posredujem stranki, da vidi, če je všeč, in potem se lahko še kakšna malenkost spremeni, oziroma lahko spreminjam to, kar stranki ni všeč na tak način. Zdaj pa v bistvu, če grem malo na manjše tatuje, pri manjših tatujih je tako, zdaj veliko delam tudi napisov. Zdaj pri napisih ponovadi ne potrebujem naprej pripravljenega dizajna, si izbere stranka svojo pisavo in potem se tetovira. Pri večjih dizajnih je seveda to malo bolj kompleksno, tudi tetoviranje traja dlje časa. Zdaj pri srednje velikosti, tako bom rekla, v bistvu lahko se to naredi v enem terminu oziroma enem sessionu, pri malo večjih tatujih pa je potrebno mogoče včasih tudi več. Zdaj v bistvu jaz vedno na tak način delam, da v primeru, da je večji tatu, najprej naredim osnovo, narišem gor linije, stetoviram, potem se počaka približno kakšen mesec in pol, da se to poceli in potem pride še recimo senčanje v drugem delu. Zdaj, če se gre recimo v primeru rokava, delam pa po sklopih, ne vem, začnem v spodih ali pa v zgornjih roke in potem v bistvu stetoviram prvi del, drugi del, tretji del. In potem tudi to traja včasih 1 leto, 2 leti, da se v bistvu dobi končni rezultat. Kdo pa traja recimo en session tetoviranja, če gre za večje tatuje? Ja, zdaj v bistvu tako dolgo, dokler imam jaz koncentracijo. Zdaj pa to je približno samega tetoviranja, zdaj če gre res za večji tatu, več kot 4 ure že skoraj ne zdržim. Zdaj pri manjših tatujih seveda ni problema, včasih imam tudi, mislim, večinoma imam tudi več terminov po manjših tatujev na dan. Medtem ko pa če imam kakšnega večjega ali pa srednje velikosti, imam pa ponovadi enega. Že ker zaradi koncentracije že včasih nemogoče kaj več. Verjetno je tudi strani stranke, da 4 ure čutiš bolečino igle. Ja. Super, Ja, zdaj mislim, ta bolečina je zelo individualna. Vsaka stranka ima v bistvu malo drugače to sprejema. Ampak ja, nekateri res tudi, mislim, že sama drža, včasih je že od drže zelo neprijetno, in ne vem, mora biti mogoče roka v kakšni neprijetni poziciji in začne več stranko boleti, mogoče že zaradi tega sama bolečina. Ampak ja. Jaz sem prepričana, da je že kdo kdaj prišel do tebe z neko res čudno, zanimivo, drugačno idejo. Si že kdaj rekla stranki, ne, to pa ne bom tetovirala, ali pa mogoče, kakšni so tisti tatuji, ki jih ne rada delaš oziroma jih ne želiš delati? Dobila sem že ogromno idej od strank različnih. Bilo je pa tako, Zdaj, jaz v bistvu sprejemam stranke, ki si želijo tatuja v mojem stilu. Kar pomeni, da če si stranka ne želi oziroma ji ni všeč moj stil tetoviranja, žal pač ne morem jaz drugega stila delati. Tudi nekako tako velja pravilo, da ko se stranka odloči za tatu, je zelo dobro, da poišče tetoverja, kateri stil mu je všeč. In na ta način v bistvu bo tudi stranka najbolj zadovoljna in tudi kot tetover sam. Zdaj najbolj nore ideje. Enkrat se spomnim, je v bistvu nekdo klical po telefonu v studio, da želi imeti zdravljico skozi cel hrbet in portret Prešerna. To se mi je zdela in da želi to v čim krajšem času. To je bila res taka nora ideja, da
smo žal potem mogli zavrniti. To pa verjetno tudi, kdo prišel zdaj res tako tebi, kako bi rekla, tebi pisan na kožo tatu, ne? Kjer je bil tisti tatu, ko se ga mogoče zdaj spomniš, pa da ti je bil res, da si ga najraj delala, da si ponosna na sebe in da ti je najljubši? Ja, zdaj zelo rada imam v bistvu vse stranke, ki želijo po mojem stilu, tako bom rekla. Da v bistvu nimam zdaj svojega najljubšega tatuja, ker vsak mi je po svoje všeč, vsak je drugačen, pri vsakem je drugačna izkušnja in s stranko in s tatujem. Na ta način mi je pa zelo všeč, da se na primer stranka odloči za dizajn, ki sem ga že zrisala. Tako da to smo v bistvu zelo vesela, da v bistvu je nekomu všeč to moje delo, ko ni v bistvu narisano po strankinih željah. Tako da, to. Imaš kak tatu? Ja, nekaj imam, no. Zdaj tule, ne vem, če se vidi. Sem tule v spodnji se skriva, v glavnem ta del roke, pa tle v zadnji imam zaenkrat, sicer še pride malo dopolnjeno. Pa imam še 2 napisa, nimam pa toliko veliko tatujev, kot imajo ostali tatoverji. Imam pa v planu. Se pravi, imaš v planu, še ni konec, ne? Ne. V bistvu, ja, imam v planu se iti v tujino tetovirati, tako da. Kdo je tebe tu tetoviral, ne? Ko si rekla po roki in pa, ne vem, mogoče kdo je tvoj vzornik? Ja, zdaj, to mi je v bistvu Matic, ker Matic Čakš, ta del. Ostalo, že imam, mislim, zelo dolg časa sem se dala enkrat v Mariboru. Drugač pa, to, kar imamo v planu, gremo v bistvu mislim, imam v planu iti eni na Poljsko. Zdaj, kot samih vzornikov takih nimam, jih je pa ogromno, ki jih spremljam, ki so mi zelo všeč nosili. Stil tetoviranja, tudi njihova energija. Anja, trenutno delaš v Celju, ne? V studiu. Kaki so pa tvoji cilji za prihodnost? Si želiš svoj studio mogoče, ne vem? Čim bolj izpopolniti svoj stil tetoviranja. To mi je v bistvu glavni cilj, da vsako leto si želim, da boljše tetoviramo na tak način. Reč glede studija pa, mislim, meni je zaenkrat zelo všeč, ker delam, smo zelo dobra ekipa, se razumemo. Želim tudi, da naprej tako ostane. Zdaj, zelo daleč v prihodnost, še ne vem točno, kaj bo, če nimam določenih ciljev. Bomo pa videli, no, tako malo, da vidimo spontano, kaj bo prišlo. Kje te lahko naši poslušalci oziroma gledalci najdejo, kje lahko najdejo tvoje delo in kam se lahko pridejo tetovirati? Ja, zdaj delam v Piercing Tattoo Čebela, to na Levstikovi ulici v Celju. Najdejo me pa v bistvu lahko ali v studiu, zdaj v normalnih razmerah, zdaj trenutno imamo zaprto, in pa preko maila, Instagrama, Facebooka. Ja, super, Anja, no, trenutno škoda, ne, zdaj trenutno doma verjetno malo vadiš, se izpopolnjuješ, da tudi studiji so zaenkrat zaprti, tako da jaz upam, da se čim prej vidimo, mogoče naslednjič jaz pridem kot stranka, kdo ve. Še enkrat bi se ti rada zahvalila, ker si bila gostja v današnjem podcastu. Želim ti veliko uspehov in pa hvala, ker si se odzvala našem povabilu. Ja, hvala tudi vam in ja, upam, da se vidiva še na kakšnem tatuju. Lepo bodi, čau! Čau!